Lepo pozdravljeni, danes smo se zbrali na kljub ne tako dobremu vremenu, kako smo ga bili navajeni čez celo poletje na trgatvi, oziroma na 9. trgatvi te naše potomke, najstarejše trte na svetu. Tako smo nekako sklenili tale del, ko ga vinogradnik upravi v vinogradu, torej trgatev vinske trte. Pravkar smo potrgali pridelek Johanezove trte, že 9. zapovrstjo. Sicer danes malo ob slabšem vremenu, ampak vseeno naša trta je bogato obrodila. To gre zahvala našemu viničarju Ivanu Janezu Pučku in pa seveda vsem, ki nekako pomagate, da to tradicijo vinogradništva in gojenja vinske trte v Slovenskih Goricah ohranimo še naprej. Danes smo z kulturnim programom, s turističnimi ponudniki prikazali, kaj se vse v naši občini da dobiti, kaj naše kmečke ženske, turistično društvo, kulturno društvo, vsi znajo pripraviti ob tem dogodku, ob trgatvi Johanezove vinske trte, ki seveda nas združuje in še nas bo tudi naslednja leta, verjamem, združevala in tradicija vinogradništva v Slovenskih Goricah se upam ne bo zamrla. Današnja trgatev je potekala sicer prvič v deževnem vremenu, ampak kljub temu je bilo izredno vzdušje, prelep obisk, čudovito grozdje, se pravi, lepo dozorela in tudi dobro sladko, se pravi, res je tista letina, kot je tudi stroka napovedovala, da bo tudi kvalitetno in pa tudi količinsko. Z obiskom, ki smo ga lahko več kot zadovoljni, kajti ljudje prihajajo tudi iz bližnje in daljne okolice. Danes imamo goste sicer tudi iz Anglije in pa seveda iz Švedske, kar je tudi predvsem na Švedskem že tudi naša ena potomka rase, naše cerkvenjaške Johanezove trte, ki pa je tudi seveda z ponosom tam negujejo in pa seveda nam vedno kakšne slike pošljajo oziroma nekako nas reklamirajo, da vidimo res, kako tam napreduje. Skratka, mislim, da je bilo pravo vzdušje. Če rečemo kljub temu, da je bilo pač res malo okorjeno, vreme pač dela svoje, vemo pa, da je bil čas, da tudi poberemo to trto. Ovtarji, se pravi, so v 19. pa prvi polovici 20. stoletja čuvali Gorice. Danes je naša naloga čisto drugačna. Pridemo na prireditev, bom rekel, bolj širimo poslanstvo, podobno kot vinske kraljice, ampak recimo ovtar je avtohton lik. Deklice so zato, da privabe ljudi, mi smo pa zato, da jih poučimo. Bom rekel, to je lik iz preteklosti, ki prežema naše kraje.